Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša. In bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo, in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo začeti z vašo napovedjo, ribe. Najprej bomo pogledali bližnjo preteklost, potem bomo pogledali trenutno situacijo in potem bližnjo prihodnost. Nato pa bomo te karte malo bolj podrobno razložili, poiskali še kakšne informacije ali pa dodatna sporočila. Zdaj te napovedi so splošne, tako da ne bodo enako natančne za vse ribe. Poskusite si nekako te pomene interpretirati v svojo situacijo. Zdaj nekatere stvari, tiste stvari, ki se ne poistovetijo z vašim življenjem, jih pa enostavno ignorirajte. Upamo, da bo takih čim manj. Evo, trenutna situacija, trenutna energija napovedi je prikazana s sedmico palic. Videti je, da ste trenutno v neki situaciji ali pa še pridete, ko boste nekako mogli pokazati svoje meje. Nekako boste mogli pokazati, kje stojite in do kje drugi lahko grejo. Nekako videti, da boste tudi mogli pokazati vašo moč, predvsem pa to, da imate vse, kar potrebujete, da vam lahko uspe. Nekako tako. Zdaj v preteklosti imamo tukaj paža novcev in kralja mečev. Tukaj vidim kot neko osebo, neko starejšo osebo in neko mlajšo osebo. Recimo to je lahko nek odnos, kjer je velika razlika v letih. Lahko gre za odnos med staršem in otrokom, lahko gre za neko avtoritativno osebo in vi, kot vi, lahko gre tudi za nekimi dvemi prijatelji ali pa karkoli. Ampak od teh je ena oseba zelo fokusirana na svoj cilj. Zelo ima jasno vizijo, ve, kaj hoče, zelo je direktna in ostra in zelo malokrat pokaže čustva. Po drugi strani pa je ta neka druga oseba zelo otroško razigrana, življenje jemlje bolj z lahkoto, pomembno je radost v življenju in nekako je videti tukaj, kot da je ta oseba nekako prišla v ta svet tega kralja novcev. Zato ste lahko vi ste lahko tako igrivo pristopili v življenje neke osebe, ki je zelo stroga, zelo odrezava, zelo ostra. Lahko pa ste vi ta ostra oseba in je do vas prišla neka druga, neka mlajša oseba, ki vas je nekako razigrala. Zdaj tukaj imamo spet to dinamiko, spet tukaj imamo kraljico in tukaj imamo paža. Torej videti je, da vas je ta oseba na nek način zelo omehčala. Nekako je našla to nekako ste se uspeli enostavno omehčati in čustva nekako spraviti na površje. Ta oseba je prišla v vaše življenje, nekako zdaj jo vidite kot nekdo, ki vam je prišel povedati neko resnico o vas. Kot da je nekdo, ki vam je prišel nekako razjasniti vaše življenje mogoče. Zdaj v prihodnosti je videti tukaj neko stagnacijo, mogoče malček pavze, vzeli si boste čas zase,
ampak se bo iz te pavze v bistvu, iz tega nekega odmika vase, se bo tukaj razvila potem neka lepa ljubezen oziroma res neko lepo čustvo. To je lahko v bistvu povezava z neko vašo osebo, lahko je to služba, lahko je to nek projekt, lahko je to nek prijatelj, karkoli pač začutite. Ok, dajmo pogledati bližnjo preteklost. Kaj točno se je dogajalo v bližnji preteklosti? Tukaj imamo devetico palic, kralja palic obrnjenega in štirico mečev. Ja, tu je definitivno videti, da vas je ta oseba na nek način pripravila do tega, da ste mogoče spustili da ste nekako odprli vrata proti vašemu srcu. Nekako ste našli neko osvoboditev v sebi, nekako ste si upali stopiti iz cone udobja. In tukaj je videti, da ste s tem dobili tudi neko moč, nekako ste vzeli stvari v svoje roke in tukaj ste tudi potem našli nek mir v sebi, tako bi jaz rekla. Nekako ste našli mir v sebi, nekako ste si vzeli čas zase in tukaj tudi prišlo neko tako lepo sporočilo do vas, ki vam je na nek način, ne vem, polepšalo življenje. Ja, tudi tukaj imamo karto smrt. Se pravi, tukaj je konec nekih stvari iz preteklosti, ampak videti je neko razočaranje. Dajmo pogledati, kaj je to razočaranje. Zakaj ste razočarani, če vse nekako kaže tako, kot da bi mogli biti srečni. Da vidimo. Ups. To bo preveč kart. Zakaj ste razočarani? Jaz mislim, da vas tukaj že zdaj čaka neka ljubezen. Nekdo je okrog vas, ki bi lahko bil to, kar trenutno iščete, ki bi nekako bil lep dodatek k temu zaključku nekega starega poglavja. Ampak nekako se vi toliko fokusirate na neke stvari, ki se niso šle, na to neko razočaranje, da v bistvu ne vidite, da je pred vašimi očmi neka lepa priložnost, ki vas čaka. Ok, dajmo pogledati zdaj trenutno situacijo, kaj točno se je potem zgodilo. Tukaj imamo karto pravica, devetica novcev in dvojka kelihov. Ok, in tukaj imamo karto sonce. Wow. Ampak zakaj se potem počutite, da se morate braniti? To mi ni glih jasno. Ok, zdaj tukaj je nekako videti, da je življenje poskrbelo, da ste nekako prišli do neke pravice, do neke harmonije mogoče v življenju. Nekako se počutite srečne in zadovoljne. Zadovoljni ste sami s sabo, obožujete svoje življenje, nekako veste, da ste na pravi poti in tukaj je v bistvu tle neka združitev. Zdaj, nekatere rebi ste že morda prišli do te združitve, morda nekatere še ne, ampak dajmo na svet pogledati. Jaz mislim, da je to z neko, ja, tukaj neka oseba iz preteklosti. Aha. Zdaj, zelo možno je, da vi ste tukaj razočarani, ker zdaj imate dosti nekih možnosti. Ampak nobena od teh možnosti vam ni všeč. Ena je tukaj možnost, ki je mogoče trenutno ne vidite, ali pa vi razmišljate o tej neki možnosti, ki je ni. Pač dosti je takih možnosti, ampak nobena od tem vam ni
od teh vam ni zares všeč. In jaz tukaj vidim, da nekatere ribe ste potem spoznali to možnost, ste videli, da je ta možnost nekje okrog vas in tudi tukaj vzpostavili neko lepo harmonijo, neko ravnovesje. Nekatere ribe pa mogoče še ne. In to pa zato, ker to je neka oseba iz preteklosti, ki jo pogrešate, ampak je trenutno ni v vašem življenju. In videti je, da to vas v bistvu vleče k temu, da se zapirate v svoj svet. In zakaj se branite? Zato, ker v bistvu tukaj bi rekla, da imate dosti nekih možnosti in nobena od teh vam ni všeč in zato v bistvu se tukaj nekako imate občutek, da se morate braniti, tako bi rekla. Ampak zdaj ta oseba iz preteklosti, tukaj imamo seštevek kart, imamo 15, kar nas napeljuje na karto hudič. In to pomeni, da v bistvu to, da ste preveč navezani na to osebo iz preteklosti, je nekaj, kar vas ovira. Ampak dajmo pogledati, če je ta oseba resnično vam namenjena, ker to je v bistvu karta sorodnih duš, tako da zelo možno, da vam je ta oseba zares namenjena. Lahko pa v bistvu, da je to samo nekdo, ki ga ne morete pozabiti iz nekega razloga, ampak in vas to v bistvu samo ovira pri tem, da bi našli tisto pravo ljubezen. Kolo usode, petica novcev in kralj novcev. Tukaj se mi nekako zdi, kot da vam bo življenje na nek način, da se bo zgodilo nekaj, kar je izven vaše kontrole in naenkrat boste izgubili vse, ampak kmalu boste vse tudi nazaj dobili. Zdaj, kaj to pomeni vse, je za vsakega drugače. Recimo lahko se nekaj zgodi, da bo kar naenkrat vse te možnosti, ki so prej prihajale do vas, kar naenkrat ne bo več nobene. In to vas bo na nek način ustrašilo. Ampak potem boste ugotovili, da v bistvu, da ne potrebujete nobene teh možnosti in to vam bo dalo tisto pravo moč, da pozabite to stvar iz preteklosti in potem boste v bistvu dobili tisto zadnjo samozavest, ki jo še potrebujete, da bi nekaj dosegli. Zanimivo. Nasvet je petica mečev, izid pa šestica palic. Ja, v bistvu nasvet bi bil, da si enostavno, zdaj tukaj lahko ostanete brez vsega, to bi lahko bilo tudi kaj drugega. Kaj tukaj? Aha, moč. Dajmo pomisliti še kakšen primer, da bom lažje razložila to petico mečev. Recimo, da ostanete brez službe, da imate tukaj nek posel še zraven službe, ki vas zelo srečuje ampak tukaj je mogoče neka oseba iz preteklosti, ki jo na nek način želite zraven pri tej ideji ali ne vem, recimo. In potem se zgodi nek tak dogodek, ki vam naenkrat v bistvu to poslovno idejo, ne vem, naenkrat se zgodi, recimo, ne vem, vam zaprejo bančni račun ali ne vem, karkoli. Nekaj se zgodi, kar vam na nek način, življenje vam na nek način nekaj vzame, zato da vi hitro ugotovite, da se v bistvu znajdete tudi brez te osebe iz preteklosti. In potem pol se bo že uredil recimo ta bančni račun, se bo že zrihtal, ampak to bo verjetno šlo za neko tako naključno napako recimo. Neko čisto naključje ampak se bo potem lepo hitro razrešilo. Ampak toliko, da vi v bistvu spoznate, da morate nekaj, da zmorete nekaj tudi brez te osebe iz preteklosti. In ko vam to klikne, ko v bistvu to dojamete, se potem v bistvu vse uredi in tudi vi v bistvu se dvignete na nek višji nivo. Zdaj, karte vam tukaj svetujejo, recimo v tem primeru, da vam na nek način zablokirajo, recimo, da vam zablokirajo račun, ne vem, po nekem naključju, sploh ne z nekim razlogom, ampak čisto tako neko naključje in
pomembno je, da vi tukaj pokažete svojo moč, da se ne podredite, da ne v bistvu da ne izpostavljate svojih napak, ampak da pokažete svojo moč in da pokažete, kakšne imate namere, kakšne imate vrednote, karkoli. In to vas bo pripeljalo do te zmage. Do tega, da boste spoznali, da v bistvu imate moč v sebi in tukaj vidim v bistvu ljubezen do sebe, da boste nekako ribe našli tisto pravo ljubezen do sebe. Ali pa ljubezen do nekega svojega poslanstva, ljubezen do ne vem, nečesa na sebi, v glavnem nekako tukaj je videti, da boste ribe se dvignile na nek višji nivo. Zelo zanimivo. Torej, če na hitro povzamemo, je videti, da se tukaj v preteklosti v vašem življenju pojavila neka mlajša oseba, ki vas je na nek način v vaše strogo življenje vnesla neko igrivost, neko harmonijo. Zdaj, celotna zgodba je lahko tudi obratna, to si morate nekako zapomniti. Ampak dajmo reči, da ste vi ribe ta oseba, ki je nekako bolj stroga, bolj zaprta vase in vam je ta oseba pomagala, da ste stopili iz cone udobe, da ste v bistvu premagali neke notranje blokade in ste se tudi zaključili nekaj iz preteklosti. Ampak ostalo je neko razočaranje. Neka oseba, nek dogodek, nek spomin iz preteklosti vam ni šel iz glave. In vse možnosti, ki so prihajale k vam niso nekako preveč dišale, ker je nekako tista iz preteklosti bila še vedno najbolj živa. Nekako ste imeli občutek, da brez te osebe ali pa brez te situacije iz preteklosti ne morete v bistvu narediti nekega napredka. Kar seveda ni res. In trenutno je videti, da se zapirate vase, da ste nekako vse čustveno odprli, da ste našli neko nežnost tukaj, ampak tukaj v bližnji prihodnosti pride do nekega naključnega dogodka, ki vam bo za nekaj časa navidezno vse vzel. Ostali boste brez vsega. To je na nek način intervencija življenja, intervencija vesolja, Boga, karkoli hočete, zato da bi nas spodbudil, da v bistvu spoznamo, da lahko tudi brez te osebe nekaj naredimo. In na nek način boste primorani sami reagirati, ker te osebe nekako ni več v vašem življenju, vsaj tak imam nekako feeling. Mogli boste odreagirati na pravi način in pomembno je, da tukaj pokažete svoj pravi obraz in tudi, da se zavzamete za svoje pravice, da se borite za svoje meje, da ne dovolite, da vas nekdo zrine s poti in to vas bo potem tudi pripeljalo do neke lepe zmage. Zelo zanimiva napoved ribe. Uživajte v prihajajočem tednu in se vidimo potem naslednji teden z novo napovedjo.